Od tebe se pričakuje zelo hitro, zelo dobro, na nekem visokem nivoju, in lahko pride seveda do blokade, pa tudi tega nekega konstantnega strahu, da ne boš sposoben dostaviti. Manj, ko si konzervativen v tem oziru, manj, ko se držiš nekih ustaljenih, preverjenih rešitev, recimo, več je možnosti, da boš inovativen. Ni to stvar, koliko si kreativen, koliko pustiš kreativnosti priti na plano. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Metro minutk. Danes je z mano Jure Korenč. Jure, lepo pozdravljen. Živijo. Jure, kaj je zate kreativnost? Kar bi tukaj poudaril, da kreativnost ne vidim kot nekaj, kar je rezervirano za nekoga, ki upravlja tak poklic ali pa se ukvarja s takimi hobiji. Zdi se mi, da je to naša temeljna lastnost in da vsi ustvarjamo ves čas. Mogoče samo vprašanje, če ustvarjamo tisto, kar želimo ustvarjati, oziroma če ozavestimo to svojo kreativnost in jo usmerjamo v tisto smer, v katero sami želimo, v rezultate, ki jih sami želimo dobiti. Lepo povedano. Mislim, da si nekje omenil, da ti pri spodbujanju kreativnosti zelo pomaga glasba, da je pač pomemben del tvojega delovnega procesa. A lahko mogoče deliš svoje top 3 glasbene izbire? Pomislim na slovensko-hrvaški duo Freekind, to mi je tako zadnje čase ful dobra muzika, res. Mislim, vedno mi je na listi, kakšni so Pink Floydi, recimo. Vedno mi je, recimo, kitarist Pat Metheny, fantastična muzika, res tako srčna, lepa muzika. Odvisno od razpoloženja, no. Ta nabor je pri meni tako, nisem žanrsko opredeljen, je pa odvisno, kako se človek počuti, in na podlagi tega nekako muzika potem se deluje. Glasba, ja, mi je inspiracija, oziroma glasba mi je, mislim, da če bi na nek način manifestiral emocijo, bi jo verjetno skozi glasbo, a ne. In nekako ti vzbudi v tebi občutke in te popelje v neke svetove, dostikrat v precej intimne svetove, tudi prek besedil, če se v njih poglobiš. In je tak nek hiter, ne vem, research recimo, in vpogled v neke globine človeka. Zdaj, kreativnost ima različne oblike, lahko pač kombiniramo že obstoječe ideje v nekaj novega, lahko pa iščemo nekaj povsem izvirnega, kar še ni bilo nikoli narejeno, ampak a je danes to sploh možno, ker se zdi, da je bilo res vse že povedano, preizkušeno? Ja, tako se zdi. Zdaj, mislim, po moje, da je temeljna lastnost kreativnosti oziroma kreativne osebe, bolj kreativne osebe, odprtost. Oziroma, ni to stvar, koliko si kreativen, koliko pustiš kreativnosti priti na plano, bolje tako rečeno. Se pravi, odprtost, in bolj, ko si odprt, manj, ko si konzervativen v tem oziru, manj, ko se držiš nekih ustaljenih, preverjenih rešitev, recimo, več je možnosti, da boš inovativen, a ne. Ni pa vedno nujno treba biti inovativen. Včasih stvari funkcionirajo in ne rabijo biti vsakič znova spremenjene, ne. V tem se sicer skriva taka majhna ali pa, s časoma lahko velika nevarnost. Če se predolgo držiš samo ustaljenega, ostaneš zadaj. Ja, kaj pa ustvarjalne blokade? Zdaj, vi kreativci, pa tudi na splošno ustvarjalni ljudje, ne vem, pisci, glasbeniki, ste pod konstantnim pritiskom, ne, da je treba pač nekaj izumljati, vi sploh imate tudi roke, a ne, pa ne vem, kampanje, na katerih je treba delati, in zdaj, kaj storiti, če se pač znajdeš v neki črni luknji, ko se ti zdi, da ne boš nikoli več imel ene same izvirne ideje? Ja, do tega pride. Pa ne samo, da pride, tako skoraj na dnevni ravni se srečuješ s tem. Ker je tempo nor, no, pač to ni nobena skrivnost. Pa saj ni oglaševanje oziroma oglaševalski
poklici niso edini, kjer je tempo res nori, tudi če drugih poklicov takih veliko. Gre pa tukaj, da z dneva v dan moraš producirati, od tebe se pričakuje zelo hitro, zelo dobro, na nekem visokem nivoju, in lahko pride seveda do blokade, pa tudi tega nekega konstantnega strahu, da ne boš sposoben dostaviti tega, kar se od tebe pričakuje, ali pa presegati pričakovanj. Jaz bi rekel, da se naučiš z izkušnjami, pa z leti in leti pritiskov ugotoviš, da je v resnici sproščenost tista, ki te najbolje potegne ven iz te zagate. Ampak sproščen biti v takih situacijah ni enostavno, seveda. Nekako moraš, oziroma naučiš se te pomembnosti sproščenosti v tem, ko jo preizkusiš v praksi, ker ti enkrat rata mogoče spontano. Mogoče ti je kdaj pride trenutek, ko ti postane enostavno vseeno. In ugotoviš, da v tistem momentu se ti stvari poklopijo. In pol začneš mogoče si misliti, ok, kaj pa če naslednjič poskusim lahko namenoma priti v to stanje in se poskusim zverzirati v to. Tako da ja, jaz bi rekel, ta sprostitev pomeni, se pravi, mislim, da je zakrčenost neko nasprotje, zelo neugodni pogoji so to za kreativnost, neka zakrčenost. Ne? In če bi temu iskal nasprotje, potem to sprostitev. A mi mogoče poveš lahko, katera je ideja, na katero si najbolj ponosen? Mogoče kakšna taka, ki se je rodila na zelo spontan, nepričakovan način? Ja, mislim, da je tako, idej je kar nekaj se zgodil v moji večletni karieri, ki je zdaj že tam nekje 13-14 let. Začel sem že med faksom in takrat so se tudi porajale neke ideje, ki so mi še zmeraj fantastične, ne? Pa mogoče niso prišle do realizacije. Ne? In zdaj mogoče ne bi govoril o idejah, ki niso prišle do realizacije, ker upam, da nekoč bodo, pa ne želim, da mi jih kdo ukrade. Mogoče bi rekel, ok, zdaj pred kratkim smo delali za zavod Varna pot, bil je ravno kar, sicer ni taka tema, o kateri ni toliko prijetno razmišljati o njej, je pa del življenja in to je smrtne nezgode na cestah, v prometu ali pa trajne poškodbe, ki so tudi seveda taka posledica, ki se je nihče ne želi. In tretji teden oziroma tretja nedelja v novembru je svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. In smo tukaj delali eno kampanjo. To je zahtevna stvar, ker je zelo, zelo občutljiva tema, ne? In težko je, se pravi, tudi vizualizirati neko idejo in tako naprej. In potem smo šli zgodbo tistega dne, ker je tisti dan, ko se je ta nesreča zgodila, vedno nam ostane kot tak nek zelo oster rez v naših življenjih. Ne? Uspelo nam je s to kampanjo doseči v bistvu globalno raven in se je odvijala oziroma je zdaj v zadnjih izdihljajih po vseh kontinentih na svetu. Tako da to je en takih večjih uspehov, recimo prav res zelo, zelo še svež. Za nazaj, jaz imam rad zabavne stvari, vedno jih ne moreš delati, včasih pa imaš priliko, da se spustiš z verige kot kreativec in res daš od sebe tisto, kar bi z veseljem sicer v življenju samo to delal. In bi dal za primer recimo za Burek Olimpija, ko smo delali v bistvu menjalnico, se pravi, ko se je hrvaška kuna ukinjala in so nam ostajale te kune po žepih, seveda, ker vsi hodimo na morje in sicer tudi na Hrvaško, smo naredili menjalnico, v kateri si lahko pač Burek Olimpija zamenjal kune za burek. Ker že govoriva o teh uspehih, no, tokrat vaših, zdaj me pa zanima še, katera je po tvojem mnenju najboljša, najbolj uspešna oglaševalska kampanja vseh časov? Ja, to je, mislim, to je zelo zahtevno vprašanje. Najbolj uspešna oglaševalska kampanja vseh časov. Ok, jaz bom zdaj, mislim... Ali pa mogoče bo lažje, če rečeva najbolj kreativna, ker uspešna je zelo tako, ne? To je precej tudi subjektivno, ne? Ja, mislim, mogoče imam celo
bom dal svoj odgovor na prvo vprašanje. Jaz se spomnim na Billa Bernbacha, to je eden od zelo pomembnih kreativcev v zgodovini oglaševanja, ki je ustvarjal tam v sredini 20. stoletja in je delal za znamko Volkswagen. On je začel pač to zgodbo, se pravi Volkswagen, kot ga poznamo danes, kot tisto, kar nam kot znamka pomeni danes. Bom probal opisati en oglas, ki je res star, no, ampak je tako pač ideja, ki je fantastična, je praktično po moje brezčasna, oziroma je čas nekako se ne dotakne. TV oglasa, ne dogaja se v takem močnem snežnem metežu, oseba se pelje v Volkswagen Beetlu, v hrošču, res je ogromen snega, ne? In pripelje se do nobenega drugega ni na cesti, to je samo ta avto je na vseh cestah, kjer se vozi, in potem se pripelje do tega pluga, kako se reče po domače, se pravi tega tovornjaka, s katerim plužijo ceste, in na koncu zaključek, ste se kdaj vprašali, kako oseba, ki vozi plug, pride v svojo službo, ne? Ko ceste seveda še niso splužene, ne? Govorim o tem, da koliko je ena taka fantastična ideja, v osnovi zelo preprosta, zelo življenjska, in meni so njegove stvari, ki jih je takrat delal, še vedno fantastične, in bi rekel, da je to ena izmed najbolj fantastičnih nastavkov, kreativnih nastavkov, iz katerega se je rodila znamka, ki je v bistvu osvojila svet.